Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani članice in člani Kulturnega foruma, v izjemno veselje in čast mi je, da danes tukaj v dvorani pozdravim mnoge, ki ste bili na prvem kongresu pred skoraj 20 leti, pa tudi številne nove obraze, ki ste se forumu priključili v minulih letih. Ko smo, kot je bilo prej rečeno, v Slovenski demokratski stranki pred 20 leti, ko se je ta ideja oblikovala, ponudili iniciativnemu odboru za ustanovitev Kulturnega foruma vso tehnično pomoč, smo pri tem izhajali iz ocene razmer, ki so nas takrat spremljale v Sloveniji, iz besed, ki jih je ravno v tistem času Drago Jančar zapisal v svoj znameniti spis Egiptovski lonci mesa. In Kulturni forum smo zaznavali kot neko institucijo, ki bo dala odgovor na vprašanje, ki se je takrat postavljalo povsod po Sloveniji, in sicer kakšna je vloga slovenske kulture potem, ko je Slovenija dobila lastno državo. Vsi smo poznali zgodovinski, lahko bi rekli strateški pomen slovenske kulture v času, dokler Slovenci nismo imeli lastne države. Takrat je bila za Slovence kultura mnogo več od tega, kar je običajno kultura za narode, ki so gospodari na svoji zemlji. Vendar pa potem, ko smo državo dobili, ko so se vzpostavile različne državne institucije, se nekako v tistih prvih letih ni vedelo, kaj pa zdaj kultura je, oziroma kakšen je natančno njen pomen v družbi. Mnogi so od kulture tudi v začetku teh tranzicijskih časov pričakovali isto, kar je kultura dajala v času slovenske pomladi, in veliko teh klicev je bilo odgovorjenih. Kljub temu pa so bile razmere drugačne in treba je bilo nekako na novo definirati nacionalni kulturni program. In Kulturni forum se je preko razprav, ki jih je organiziral, preko prireditev, ki jih je organiziral in kjer smo v naši stranki pomagali vsaj z logistiko, tega vprašanja lotil. Včasih neposredno, včasih posredno, in lahko bi rekli, da je leta 2000, ko je pod vodstvom takratnega ministra za kulturo, zdaj že pokojnega Rudija Šelige, nastal predlog slovenskega nacionalnega kulturnega programa. Ta predlog, to besedilo, bilo nekakšen povzetek tega dela, teh stremljenj in teh naporov, ki jih je, ali ki ste jih v Kulturnem forumu v tistem času vlagali v iskanju odgovorov na omenjeno vprašanje. Od takrat je minilo skoraj 14 let. Lahko bi se vprašali, ali so besede, ki so zapisane v predlogu tega nacionalnega kulturnega programa, danes uresničene. Odgovor bi bil, nekatere so, večinoma niso. Kajti ta program je bil, lahko bi rekli, vseobsežen, dajal je odgovor na to ključno vprašanje, kaj je zdaj to slovenska kultura v času, ko imamo Slovenci svojo lastno državo, ki jo je ustvarjala tudi slovenska kultura. In ta program je dal tudi odgovore na nekatera druga temeljna vprašanja v povezavi s kulturo. Definiral je recimo pravico do kulture kot nekakšno državljansko pravico v Sloveniji, v nekem ravnotežju, v nekem sorazmerju se je zavzel za ohranjanje obstoječe kulture in ustvarjanje nove, in dokaj natančno je definiral tudi vlogo različnih kulturnih institucij. Žal je ta program trčil kasneje in lahko bi rekla, še vedno trka v kruto stvarnost. Kakšna je ta, bodo več povedali govorci za mano. Jaz ne bi zlorabljal tega časa in
jo na dolgo opisoval. Ko sem včeraj bral govor, ki sem ga imel 18. februarja leta 1995 v Cankarjevem domu na svečani akademiji ob ustanovitvi kulturnega foruma, sem pravzaprav ugotovil, da bi 90 odstotkov tega govora lahko danes ponovno prebral in bi bil enako točen v zvezi z razmerami, ki jih živimo, kot pa je bil takrat. Se pravi, je veliko dela še za kulturni forum. Mimogrede, govor smo danes objavili na naši spletni strani. In pa če sam berem nazaj svoje besede, verjamem, da se enako počutijo tudi vsi ostali govorniki pred 19 leti, šele ugotovimo, kako v prazno je, kako v prazno so mnogo od teh 19 let, ki so minile v tem času, stekla in kako na mnoge stvari v tem času nismo dobili pravih odgovorov, zato se zdaj ponovno vračamo na izhodišče in te odgovore iščemo. Ker pa kongresi kulturnega foruma nikoli doslej niso bili zgolj neka suhoparna kongresna aktivnost, me prav veseli, da ste pripravljalci današnjega 3. kongresa to, kot je to že nek žlahten običaj, popestrili z kvalitetnimi kulturnimi ustvarjalci, lahko bi rekli z živo kulturo. Zaradi tega kongresu želim ne samo plodno in ustvarjalno delo, ampak tudi obilo kulturnih užitkov in iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku. Hvala lepa.